Lep pozdrav vsem zbranim. Danes bi vam rad predstavil 3 pomembne stvari za podjetje Teleinc. Zato sem vesel, da ste se odzvali v tako lepem številu. Med nami bi rad še posebej pozdravil gospod Jožico Mikić-Horvat, predstavnico Zveze prijateljev mladine Slovenije. Predstavljamo bom poslovanje podjetja Teleinc v letu 2011. Zvezi prijateljev mladine Slovenije bomo predali donacijo, s pomočjo katere bomo 4 družinam polepšali prihajajoče praznike. Na koncu pa bom predstavil še nekaj naših načrtov za prihajajoče leto 2012. Leto 2011 se bliža koncu in je prav, da se ozremo nazaj. Za podjetje Teleinc je bilo leto 2011 poslovno uspešno. Število naročnikov naših storitev narašča iz meseca v mesec in nam to tudi potrjuje, da smo na pravi poti in da res ponujamo širokopasovne storitve elektronskih komunikacij takšne, kot jih naročniki potrebujejo, se pravi po meri naših naročnikov. V letu 2011 bomo ustvarili nekaj več kot 3 milijone 300 tisoč evrov prihodkov, kar je več kot 15% rast glede na leto 2010. Dobiček, ki za nas pomeni naložbe, bo v letu 2011 sicer nekaj manjši kot v letu 2010, kar je posledica tudi tega, da naših cen nismo dvigovali že od začetka leta 2010, čeprav se tudi nam vsi stroški seveda povečujejo, kot so električna energija, avtorske pravice, goriva in vsi repromateriali. Potem smo pa vseeno vztrajali z temi cenami, seveda se to odraža nekaj na dobičku, ampak poslujemo pozitivno. Tudi zaradi uspešnega poslovanja v letu 2011 smo se odločili, da sredstva namesto za poslovna darila rajši namenimo pomoči potrebnim. Vsi sodelavci v podjetju Teleinc se zavedamo, da smo odvisni od okolja, v katerem ponujamo storitve in seveda tudi nismo imuni na težave, ki so v našem okolju. Vrednote so za nas zelo pomembne, saj vemo, da ob spoštovanju vrednot pri svojem delu bomo lahko izpolnjevali naše poslanstvo in dosegli zastavljeno vizijo, ki je postati in ostati vodilni ponudnik širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij v omrežjih kabelske televizije na področju Podravja in pa Pomurja. Med naše vrednote smo zapisali tudi družbeno odgovornost, razumemo smislu prizadevanja za podporo in pomoč okolju, v katerem delujemo. Zato tudi letos sredstva namesto za poslovna darila namenjamo Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je na podlagi mnenj Centrov za socialno delo predlagala 4 družine iz območja 15 občin, kjer ponujamo naše storitve. Ob tej priložnosti simbolično predajam ček v znesku 3000 evrov predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki bo poskrbela, da bo ta denar prišel v prave roke in tudi v celoti. Bi pa vas sedaj prosil, da nekaj poveste o Zvezi prijateljev mladine Slovenije, o vašem delu, ker sem res zelo vesel, da še obstajate takšni, ki ste pripravljeni toliko svojega časa in pa truda vložiti v to, da nekomu polepšate življenje. Tako da prosim za besedo. Se lahko kar sedem, ne? Torej, jaz se najprej še enkrat v imenu Zveze prijateljev mladine in v imenu družin, katere so že ta znesek dobile, moram povedati, da je vaše podjetje nam že nakazalo teh 3000 evrov in mi smo že tem družinam, za katere smo dali predlog, tudi porazdelili, da jim bojo malo prazniki lepši. Z zvezi s tem, kaj mi počnemo, bi želela povedati par stavkih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije imamo socialno-humanitarno komisijo, katera zbira na predlog društev prijateljev mladine in Zveze prijateljev mladin iz cele Slovenije prošnje oziroma vloge za socialne pomoči. Tam iščemo donatorje, preko katerih imamo tudi Tednik, imamo tudi Jano in še druge medije, Val 202, skratka vse mogoče medije v Sloveniji, preko katerih prosimo, da pomagajo družinam zbirati sredstva. Želim povedati, da Slovenci nismo glih skopi, imamo en čut do sočloveka in kar naberemo sredstva, da lahko te družinam pomagamo. Kako in katerim družinam damo, bi pa povedala to, da nam lahko predlagajo šole, društva ali centri za socialno delo,
s tem, da imamo prikazano vso dokumentacijo. To se pravi odločbe od centrov, če so bolani otroci, ki imajo prednost pri teh socialnih pomočeh, mora biti dokazana zdravstvena indikacija in pa mnenje centrov zraven, ali je ta družina res ogrožena oziroma ali dobiva vse možne socialne transfere po zakonu, ko jih ima pravico, pa jim to ne zmore, predvsem tam, kjer so večje število otrok. Tudi v tem primeru teh sredstev, ker smo jih dobili od Teleinga, moram povedati, da smo predlagali družine iz tega področja po želji, torej po vaši želji, in tudi družine, torej veččlanske družine, kjer je več otrok pri hiši in kjer pač je nekdo en ali pa nihče, v glavnem skoraj nihče zaposlen. Prednost imajo nezaposleni, oziroma tisti, ki si želijo zaslužiti, pa ne dobijo dela in tak naprej. V celi Sloveniji imamo tega zelo dosti, vsako leto je hujše. Letos moram priznati, da že kar od spomladi imamo vedno več vlog, ker je vedno več nezaposlenih in vedno hujše je v družinah, predvsem tam, kjer je več otrok. So socialni transferi z zakonom pozitivni, in se jim pomaga, ampak kljub temu se dostikrat te družine znajdejo v zelo hudih težavah, predvsem tam, kjer imajo družbena stanovanja oziroma profitna ali neprofitna stanovanja, jih ne zmorejo plačevati zaradi prenizkih osebnih ali da so brez osebnih dohodkov, pa imajo potem deložacije, odklop elektrike, vode in tak naprej. Skratka, naša naloga je, da tem družinam pomagamo, da pa iščemo tudi sponzorje istočasno, kot imamo potrebe, potem ste, hvala Bogu, tudi na Teleingu čutili to potrebo, se vam globoko zahvaljujemo, to zdaj že imamo drugo leto, jaz vas prosim, če še se boste odločili naprej. Želim pa povedati, da na Zvezi prijateljev mladine Slovenije delamo prostovoljno, smo čisti prostovoljci, jaz mislim, da razumete, kaj je to pod čisti prostovoljci, in da vso to nalogo opravljamo zelo z veseljem, sploh takrat, kadar družinam lahko pomagamo in predvsem takrat, če ko dobimo takšne sponzorje, kot ste vi, ki nam pomagate. Jaz vam želim vsem skupaj celotnemu kolektivu, kot vam in njihovim družinam, srečno, zdravo novo leto in hvala za čut do človeka. Hvala. Hvala, gospe Jožici. Našo družbeno odgovornost izpolnjujemo skozi vse leto, saj je podjetje Teleink tudi drugače močno vpeto v lokalno okolje. Tako smo glavni sponzor, med drugim tudi ženskega nogometnega kluba Teleink Pomurje Beltinci, ki je v jesenskem delu na vrhu lestvic v 4 selekcijah od najmlajših, pa vse do članic, ki so prve na lestvici v prvi slovenski ženski nogometni ligi. Pomagamo pa po svojih močeh tudi drugim društvom iz področja občin, kjer smo prisotni, kjer ponujamo naše storitve z donacijami in pa tudi z društvenim paketom, ki smo ga začeli ponujati v letošnjem letu in katerem neprofitnim društvom zagotavljamo storitve televizije, interneta in pa telefonije za vsega 9,99 € mesečno. Nadaljujemo tudi z akcijo Poveži se. V letošnjem letu smo zbrali tako 26 računalniških monitorjev, 12 računalniških v hiši, 6 tipkovnic, 3 tiskalnike. Velik del zbrane opreme je sicer bil neuporaben, zato smo jo dali v nadaljnjo predelavo in na ta način poskrbeli, da ni končala kje v naravi. Uspeli pa smo sestaviti tudi 2 delujoča računalnika, ki še čakata na koga, ki jo bo potreboval, pa si ne more privoščiti nakupa računalnika. Ko sem že povedal, dobiček je ves čas našega obstoja vlagamo v naš razvoj. V zadnjih letih predvsem v gradnjo lastnih optičnih omrežij in pa v omrežno opremo za zagotavljanje širokopasovnih storitev, saj se zavedamo, da naložbe pomenijo obstanek na trgu. Tako smo tudi v letu 2011 nadaljevali z investicijami v lastno optično omrežje. Prepričani smo, da je prihodnost fiksnih telekomunikacij v optičnih omrežjih. Tako smo na območju 15 občin, kjer ponujamo storitve, letos položili več kot 260 km cevi za optične kable in pa v njih ovlekli tudi že več kot 80 km optičnih kablov. Zelo dobro sodelujemo z vsemi občinami pri gradnji druge infrastrukture, tako da polagamo sočasno cevi za optiko. V letošnjem letu smo našo ponudbo storitev razširili tudi v odprto širokopasovno omrežje na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in pa Sveti Tomaž, ki je bilo zgrajeno z evropskimi sredstvi.
mi smo pa eden izmed ponudnikov v tem omrežju. Tudi v naslednjih letih načrtujemo nadaljevanje z investicijami v optično omrežje. V naslednjih 8 letih načrtujemo, da bomo v celoti nadomestili obstoječa bakrena omrežja kabelske televizije z novim optičnim omrežjem. Naročnikom, ki so svojimi prispevki enkrat že financirali gradnjo obstoječih omrežij kabelske televizije, bomo omogočili priključek na novo zgrajeno optično omrežje po zelo ugodnih pogojih. Lastna širokopasovna optična omrežja gradimo izključno na območjih, kjer še ni tovrstnega omrežja. Po mojem mnenju je ekonomsko neupravičeno graditi več sporednih omrežij optičnih za iste naročnike, ker je popolnoma jasno, da naročnik lahko uporablja le en priključek na eno omrežje. Zato bi bilo najboljše, da bi se vsa širokopasovna optična omrežja gradila kot odprta in v podjetju Telelink smo pripravljeni naše optično omrežje ponuditi tudi drugim operaterjem. Prav tako pa se dogovarjamo o pogojih uporabe za ponudbo naših storitev z nekaterimi operaterji, ki so že zgradili širokopasovno optično omrežje, pa niso v celoti izkoriščena. Našo največjo investicijo za naslednje leto načrtujemo na območju mestne občine Ptuj, kjer smo lani prevzeli v upravljanje KKS Ptuj in 12 otvoritev nove infotočke na Ptuju, podobne kot je tale tukaj v Ljutomeru, s katero se želimo še bolj približati našim naročnikom na širšem ptujskem področju. To je bilo v kratkem, kar sem imel pripravljeno. Hvala za pozornost, sedaj bom pa seveda odgovoril na vsa vaša vprašanja, pa tudi sem prepričan, da gospa Jožica še bo odgovorila vprašanje, če bodo, tako da izvolite.